Vlada naj bi sprejela formalni predlog besedila za dopolnitev ustave z zlatim fiskalnim pravilom, po katerem mora biti državni proračun uravnotežen ali v presežku. Cilj vlade je, da bi uravnotežen proračun dosegli čim prej oziroma še v tem mandatu. Po pričakovanjih bo vlada danes ustavila tudi projekt elektronskega cestninjenja. Protikorupcijska komisija je ugotovila, da poslanec Ivan Simčič ni pridobil 5. stopnje izobrazbe na hrvaški srednji šoli, kot trdi sam. Ugotavljajo, da je Simčič v pravnem prometu uporabljal neverodostojno spričevalo srednje šole. Po medijskem razkritju te okoliščine pa kot poslanec ni ravnal v skladu s pričakovano stopnjo etike in integritete. Na komisiji so med drugim sklenili, da državnemu zboru predlagajo oblikovanje in sprejem kodeksa poslanske etike oziroma ustrezno dopolnitev zakona o poslancih ali poslovnika državnega zbora po vzoru drugih držav z ustaljeno demokratično tradicijo. Nadzorni svet Slovenskih železnic obravnava prvo oceno o poslovanju družbe v letu 2011, ki so ga železnice sklenile z izgubo, čeprav nižje od načrtovane. Železnice, ki naj bi lani po prvih ocenah ustvarile med 13 in 14 milijonov evrov čiste izgube, letos pričakujejo poslovni preobrat. Nadzorniki se bodo seznanili tudi z informacijo o Emoniki in revizijskim poročilom Računskega sodišča o ravnanju z nepremičninami. Računsko sodišče je namreč pri reviziji poslovanja lani v prvem polletju ugotovilo nekatera negospodarna ravnanja. V družbi sicer zagotavljajo, da bodo popravljalne ukrepe izvedli v zahtevanem roku. V društvu Ekologi brez meja opozarjajo, da prihaja na območju Škofje Loke do zlorabe projekta Očistimo Slovenijo 2012. Neznanci namreč obrtnike in podjetja prosijo za donacije. Ker gre za nepooblaščeno zbiranje denarja, bodo primer prijavili policiji. Vse posameznike in podjetja pa v društvu pozivajo, da verodostojnost prošenj preverijo pri lokalnih koordinatorjih ali v samem društvu. Svetovni dan ledvic letos poteka pod sloganom Daruj ledvico, podari življenje. V Sloveniji živi približno 2000 bolnikov s končno ledvično odpovedjo, nekaj manj kot 100 jih čaka na presaditev. Večina ljudi s kronično ledvično boleznijo sploh ne ve, da ima to bolezen, saj ponavadi poteka tiho, brez posebnih kliničnih znakov. Tako naj bi bolezen pri nas imelo več kot 150 000 odraslih. Preiskave za odkrivanje te bolezni so zelo preproste. Ena je preverjanje koncentracije določene snovi v krvi, ki kaže na to, kako dobro ledvice čistijo kri, ali s prisotnostjo beljakovin v urinu. Letošnji mednarodni dan žensk, 8. marec, z geslom Opolnomočimo ženske na podeželju, izkoreninimo lakoto in revščino, v ospredje postavlja vlogo ženske na podeželju. Generalni sekretar Združenih narodov Ki Mun opozarja, da imajo ženske na podeželju pomembno vlogo tako v razvitih državah kot v deželah v razvoju, saj prispevajo k razvoju kmetijstva in podeželja, prispevajo k večji količini hrane in lahko pomagajo pri zmanjševanju revščine. V Sloveniji pa na uradu vlade za enake možnosti opozarjajo, da so kmetice še v slabšem položaju od žensk v povprečju. To se med drugim kaže v izobrazbeni strukturi in večji delovni obremenitvi, saj je njihov delovnik daljši od delovnika zaposlene ženske. Nadaljevalo se bo delno jasno z občasno zmerno oblačnostjo, več sonca bo popoldne. Ob morju bo pihala zmerna burja, drugod severovzhodni veter. Zjutraj bo od -3 do 1 stopinjo Celzija, nato se bo ogrelo do 10, ob obali do 13. V soboto bo precej jasno. V nedeljo bo na zahodu pretežno jasno, drugod zmerno do pretežno oblačno. Še bo vetrovno, še vedno velja velika požarna ogroženost naravnega okolja. V dnevniku televizije Maribor ne zamudite. Sojenje v stavniški aferi se nadaljuje, danes je svoj zagovor podal tudi nogometaš Goran Šukalo. 4 kandidati se bojujejo za mesto župana v občini Destrnik. V fotogaleriji Stolp so na ogled portreti fotografije Glazerjevih nagrajencev. Bodite z nami ob 18.